V Tomaju sredi Krasa živi vrhunski gluhi vinar Bogomil Starc. Njegova strast do trt in vina je brezmejna, spremlja pa ga že od otroštva. Moja pot v vinarstvu Starc se je začela, ko sem bil še otrok. Najprej jo je začel moj dedek, kasneje tudi moj oče. Do 15. oziroma 20. leta sem zgolj spremljal proces dela. Rad sem pomagal. Vedno več sem delal z očetom in sem začel opažati, da po kakovosti očetovo vino ni bilo najboljše. Stric je imel kakovostnejše vino in je na veliko tekmovanjih zmagoval. Nekega dne sem ga obiskal in veliko sva se pogovarjala o tej temi. Vino se je lepo pilo, bilo je bogatega okusa, nato sem očeta vprašal, zakaj ima Dušan lažje pitno vino, pri nas doma pa se ga težje pije in je bolj grenkega okusa. Oče o tem ni hotel kaj dosti slišati. Nekega dne je k nam prišla gospa, ki je bila ocenjevalka vin. Hotela je vzorec našega vina. Jaz sem bil za, oče pa ni bil navdušen. Zanimalo me je, kako ocenjujejo različna vina. Veliko sem spraševal, kaj pomenijo stavki na papirju. Naslednje leto sem se udeležil ocenjevanja. Takrat sem bil star 21 let. Skrbelo me je, kako se bom sporazumeval z drugimi, pa so rekli, naj se le usedem in se posvetim okušanju vina. Okušanje vina je zajelo okus na jeziku, grlu, videz barve. Vse to je bilo na papirju in obkroževal sem, kar se mi je zdelo pravilno. Opazil sem, katera vina imajo veliko točk in pri njih sem začel ugotavljati veliko stvari. To je stiskalnica mojega očeta, ki jo je dobil ob mojem rojstvu leta 1973. S tem je zaznamoval moj prvi korak v vinarstvu. Danes je stiskalnica stara 52 let. Bogomil se je več let udeleževal različnih tekmovanj in osvojil številna priznanja in nagrade. Najbolj ponosen je na prvo mesto za teran, ki ga je osvojil na prazniku terana in pršuta leta 2013. Prav tako je letos na pomurskem sejmu Agra prejel 2 odlični nagradi. Letos sem presenečeno prejel veliko zlato medaljo za vino Vitovska Grganja, belo vino iz leta 2016. V bariku francoskega lesa je zorelo 7 let. Vino je imelo lepo kakovostno rumeno-zlato barvo. Druga nagrada je za peneče vino Rosé, ki nosi ime moje hčerke Emanuele. V penini so mešanice 3 vin, Merlota, Cabernet Sauvignona in Terana, okus pa je svež in mladosten. Penina je iz leta 2023 in tudi glede te sem bil presenečen, da sem prejel srebrno medaljo. V kleti Bogomila Starca v Tomaju vsako vino dobi svoj prostor za zorenje, pomen in priložnost za uživanje. Spoznali bomo, kako različni bariki in sodi vplivajo na okus vin.
V tej kleti imamo sode 4 rodov. Rad bi vam jih pokazal. Na vrhu so sodi mojega pradedka iz leta 1981, tukaj pa je sod mojega dedka iz leta 1995. Kupljen leta 1959. Še danes je kakovosten sod. Očetovi sodi so ob zidu. Uporabljal jih je 30 let. Moj sod pa je ta. Tukaj so francoski in ameriški bariki. Navedel bom razlike med njimi. Francoski bariki so primerni za vina, kot so Merlot, Rebula, Malvazija. V sodu oziroma lesu je aroma zažganega ruma, okusi so bolj bogati in umirjeni. Ameriški bariki imajo sladek priokus in niso primerni za bela vina, primerni so za Cabernet Sauvignon, ker so ta vina bolj kisla in v tem primeru sod opravi svoje delo, da nastane okusno vino. Predstavil vam bom nekaj vin in njihov pomen. Teran je visoko kakovostno vino, primerno predvsem za ljudi, ki imajo težave z železom, ker teran vsebuje veliko železa. Pri belem vinu sta 2 vrsti, ki pašeta k ribjemu krožniku ali jagenjčku. Primerno je za poletni čas, ko je vroče, saj je vino osvežujoče. Roze vino, ki je podobno belemu, pa paše k jagenjčku, zajčku ali pršutu. Primerno je bolj za ženske, saj je osvežujoče. Imamo pa tudi peneče vino roze, ki je bolj živahnega, prijetnega in svežega okusa. Cabernet Sauvignon in Merlot sta 2 sorti vrhunskih vin, pri katerih proces poteka v lesenih, ne v železnih sodih. Pitje teh vin je primerno občasno, okusi so bolj izraziti in bogati. Vin je res veliko vrst. Poznamo pa tudi teranov liker, ki je zelo sladek in primeren ob zaključku pogostitve, morda zraven kakšne sladice. Rad bi vam pokazal našo vizitko, ima bolj eleganten videz. Na eni strani so vsi podatki, druga stran pa predstavlja moj jezik oziroma mojo gluhoto. Res je nekaj posebnega. Veliko strankam je to zanimivo in mi povedo, da se želijo učiti tega jezika. Bogomilu pri tem delu veliko pomaga njegova žena, ki je z njim že od mladih let. Njegovih trgatev se vsako leto tradicionalno udeleži več gluhih prijateljev, ki pomagajo pri obiranju grozdja in zvečer uživajo v družbi, dobri hrani in pijači. Leta 2000 sva grozdje pobirala sama z ženo, kasneje sta na pomoč prišla tudi njena sestra in mož. Bila je majhna trgatev, še od očeta. Nato sva se z ženo odločila, da na vsako trgatev povabiva več gluhih prijateljev. Kasneje so se gluhi prijatelji sami javljali, če lahko pridejo pomagat.
Vesel sem bil njihovih prošenj. Vedno sem rekel, naj me pokličejo 1. septembra, saj sem takrat lažje beležil prisotnost. Vsako leto je bilo več ljudi. Dandanes se je udeleži približno 20 do 25 gluhih prijateljev. Ko sva se spoznala, nisem vedela veliko o vinu in trtah. Ko sva bila skupaj, mi jih je pokazal in bilo mi je zanimivo. Na začetku sva se malo srečevala, saj sva se videvala le ob vikendih. S časom sem vedno več prihajala k njemu. Všeč mi je bila ideja o trgatvi, saj sem lahko poskusila delati nekaj novega. Vsa vina rada pijem. Črno, belo, žganje, brinjevec, samo da je domače. To rada pijem. Tudi teranov sok, teranov šampanjec, roze šampanjec, čisto vse. Ni nobene pijače, ki je ne bi marala. Z veseljem rada v dobri družbi spijem dobro pijačo in z njo nazdravimo. Jaz pa sem ugotovil, da ima v vseh letih, ko sva skupaj, za nekaj odstotkov raje teransko vino. Vidim, da uživa v preizkušanju novih okusov. Je pa res, da ima rada vsa vina. Moje najljubše vino je belo. Rad pijem tudi rdeče, ampak sedaj ne smem preveč piti. Nasploh pijem raje belo, nikoli v velikih količinah, pijem le v raziskovalne namene. V času trgatve nisem z ljudmi, ker sem odgovorna za hrano. Zjutraj, ko se zberejo, pripravim kavo, aperitiv, rogljičke ali kakšne sladice. Ko se gostje odpravijo na delo, nadaljujem z narezkom za malico in ga dostavim na lokacijo trgatve, v primeru več ljudi pa pridejo k nam domov jest in nato nadaljujejo s pobiranjem grozdja. Nato pripravim toplo kosilo in spečem sladice, zvečer pa sledi še zabava, ko sem več z ljudmi in z njimi klepetam. Bogomilu in njegovi družini iskreno čestitamo za ves trud, predanost in strast, s katero ustvarjajo svoje vino, ter jim želimo še veliko uspehov v prihodnje.